Are you listening? You crazy mother. Na živo vlog, danes bomo šli malo jahati po cestnih brzicah in to s tem Mustangom. V bistvu je to poleg Hootersovih Babe, ja, najbolj seksi ameriški izdelek. Sicer danes s tabo žal nimava na voljo Route 66, ja, ameriške črne erotike. Greva pa skočiva pa na morje na eno predstavitev, vmes pa malo na erotičen slovenski kras, kjer je ful ikonična pokrajina, pa ja, ful ikoničen asfalt. A naredimo en cold start. Ooh, baby, on the track, I'm going vroom, vroom. Try and catch me when I pull up in that zoom, zoom. Ooh, no. Evo, prebila sta se do Portoroža, zdaj smo na Havajanas dogodku. Gre pogledat, kaj je letos modnega na nogah, pa pol naprej v akcijo. Zdaj pa še nekaj mehkega v faktih tega avtomobila, pa sam še v občutkih, pa v tej vozni erotiki. Tako, Mustang je na svetu celih 54 let, ne, tako da je v bistvu starček. To je njegova 6. generacija. In testen je imel oznako GT na zadku, na bokih pa 5.0. To pomeni V8 motor, ja, in 454 živčnih, nervoznih, odličnih, ameriških, čistokrvnih, divjih, indijanskih, Winnetou, whatever, in konjev. Povezanih z 10-stopenjskim menjalnikom, ki je, koliko lahko jaz ocenjujem zaenkrat, pesem od menjalnika, v bistvu kar cool race car. Načeloma pa velja za Mustange, da so to največkrat prehekani avtomobili, tako da Mustang s 1000 konji ni nič prav posebenega. Prav pa kar nekaj strokovnjakov, da tam okoli 500 konjev za ta avto vrh glave. Namreč njegova karoserija pa podvozje, ja, mogoče bi prinesla kakega konja več, ampak vprašanje, če bi ga vi, oziroma ti kot voznik. Drugače pa njegov karakter ful smešen. Lahko je ta avto chill cruiser, kar pomeni, ja, da boste z njim potrošili mogoče 9-10 litrčkov, pa boste lepo cruiser, pa v zadnji prtljažniku boste nekih 400 litrov prtljaga vrgli, kar ful ni mal. Lahko vas pa ubije. Date ga v race mode, enega od 6 načinov, ki jih trenutno ponuja, takrat vas pa zna ta konj šausniti. Ni pa sam divji, a ne, ta konjiček, ampak je rato tudi kar precej pameten. Ma namreč vse varnostne asistenčne sisteme, ki jih lahko danes pričakuješ od sodobnega avtomobila. In to je ful pomemben. Ma city brake, kar pomeni, da zaznava pešce, preprečuje nalete, ima lane assist, ima radarski tempomat. Torej čisto vse, kar imajo tudi drugi Fordi, to je tudi zdaj v tem športnem avtomobilu, kar je čisto logično. Kar pa res preseneča, pa preseneča njegov zvok, ne. In njegov zvok je celo tako glasen in tako bubni ta V8, da so se pri Fordu odločili, da ponudijo eno opcijo. Ja, avto si lahko sprogramirate, da je med 10. uro zvečer in 6. uro zjutraj nekoliko bolj tih. Kar pa naj bi pomenili, da z njim naj ne bi več lastniki vznemirjali svojih sosedov. Zdaj za vse tiste, ki bi radi kaj več vedeli o motorjih, zame je edini ta z oznako 5.0. Obstaja pa seveda valjda še evropska različica, ta je pa direkt kar iz Focusa RS. In sicer nosi oznako 2.3 EcoBoost, ja, EcoBoost, ne moreš verjeti, ima sicer 290 konjev, kar je za ta avto popolnoma zadost. Ampak ti hočeš avto, ki je Mustang, ki je V8, ki je prav ameriški muscle car, čeprav to je še vedno
pony car. V Ameriki muscle care, oznako muscle carjev nosijo sam tisti nad 650 konji. A ja, pa koliko ga stisne? Preveč ga stisne. To rab sicer neimpresivnih 4,3 sekunde, ampak način, do katerega pride do teh 100 km/h je pa neverjeten. In neverjeten predvsem v konceptu to, da on skozi malo dviguje nos. On skozi malo jaha. Ti imaš občutek, da greš, da grize cesto na nek način. In ja, to je tisti poseben feeling. In tudi če bi imel 3,2, pa ne zamenjam za teh 4,3, ker enostavno teh 4,3 je res erotičnih. A če imamo še kaj v vožnji, pejmo noter v avto, pa dajmo to sprobati drugače. Kar se tiče pa notranjosti tega avtomobila, je pa tako kot v ostalih Fordih, približno enaki materiali, nič posebenega, ampak ja, primerno nivoju. Všeč so mi digitalni števci, luštni so, dobro se spreminjajo glede na driving mode, tukaj pa zelo znam Fordov sistem Sync 3, to je v bistvu ja, navigacija pa vse ostalo, infotainment sistem, tako kot v vseh ostalih Fordih, od Forda Fieste dalje. Tako da ja, zanimivo delovno okolje, luštna prestavna ročica, pa mogoče volan z zelo preveč gumbi za športen avto. Ampak drugače pa vse je tako, ok. V vsakem primeru vreden je vsakega evra, ki ga boste zapravili za njega, ker je toliko enega vesela, ja, ker lahko stane tudi 5-krat več. Kje drugi, pa kakšni drugi blagovni znamki. Tako da Ford je kar treba priznati, da je naredil ja, tak zelo zabaven avto. Zdaj, to je bilo to za danes. Jaz mislim, da je bil ta avto en najboljših v mojih vlogih. Jaz sem se definitivno v njega zaljubil. Pa verjamem, da če ga boste sprobali, boste sam še o njemu razmišljali. Moje otroške sanje, ko sem imel vedno modelčke teh ameriških avtomobilov, med njimi je bil pa valjda Mustang, so se mi na nek način uresničile. Pa nekako sem se spet spomnil, da v življenju treba sanjati. Mogoče bom pa sam sebi presenetil nekoč, pa si Forda Mustanga čisto zares kupil. Če vam bil pa review vsaj malo všeč, pa če ste kaj novega zvedeli, pa če so vam všeč cool avtomobili, pa cool gadgeti, pa če vam ja ni preveč zoprn, pa se subscribite, pa se vidimo čez par dni.